Tadej, si že kdaj slišal za fake news? Seveda. Jaz mislim, da so to prirejene novice, ki so ustvarjene zato, da ljudem dajo kakšno drugo mnenje. Ki jih najdemo tako povsod na vseh medijih. Lahko rečem, da skoraj vsak dan naletim na Facebooku na nekaj, kar je tako očitno neresničnega. En vir je rekel, da so to povzročili begunci, en je pa rekel, da so to povzročili samo uporniki. Zelo radi imajo kakšen tak udaren naslov. Da so izumili en koncept enega avta, ki bi deloval na tori. In pa si tako, wow, to pa mora biti res. Ampak pa sem pa pogledal po internetu, pa sem zvedel, da tudi slučajno nismo niti blizu. Takrat, ko pride pač res pomembna novica, da pregledamo več virov, da se pa lahko opredelimo. Zdaj je imel glih Trump en govor, Russia Today se je malo hecov iz tega, so naredili tak rap. CNN bi pa malo bolj resno to predstavil, medtem ko Putina bi pa Russia Today seveda resno vzel. V raznih novicah se tako statistikami zavaja. Toliko pa toliko beguncev je prišlo in potem je vmes neka statistika, ki se lahko tudi kakšna ničla na koncu doda in potem na koncu spet neka resnična informacija nastane, so tle pa tle. Veliko več nazara je recimo v tiskanih medijih. Moramo narediti sami svoje malo raziskave. V bistvu nima noben izgovora, da je bil kadarkoli zaveden. 6. točka dnevnega reda, naročnina na naš kanal je za vse državljane obvezna. Svoboda dezinformacij.